Lepo pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnja pravljica je pravljica presenečenja, ki jo poklanjam zvestemu poslušalcu pravljic Adamu, ki prav danes, v nedeljo 16. februarja leta 2025, praznuje svoj 4. rojstni dan. Dragi Adam, vse najboljše! Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo čudoviti pravljici z naslovom Očka velikan. Vsako jutro Sofija pride v šolo z očkom. Včasih jo nosi na velikih, močnih rokah in takrat se počuti velika tudi sama. Vidi lahko skoraj celotno igrišče, kajti njen očka je velikanski, tako gromozanski, da ga drugi otroci sploh ne vidijo celega naenkrat. Lep dan ti želim, srček moj, zašepeta Sofijin očka Henrik, ko jo postavi na tla. Na igrišču se ga vsi bojijo in čakajo, da odide, preden se začnejo pogovarjati s svojimi prijatelji. Sofija je zelo prijazna. Majhna je, lepa je, toda njen očka ni največji med očki. Simonov je še precej večji. In tudi nima najostrejših rogov. Marin očka ima še ostrejše. Prav tako ni bolj najmišičast od staršev. Cvetkina mama ima večje mišice, pa vendar Sofijin očka je tisti, ki se ga vsi bojijo, tako mogočen je. Dan mineva tako kot vsi drugi v veselem in sproščenem vzdušju. Sofija se zelo zabava. Zelo rada preživlja čas s svojimi prijatelji. Na njeno veliko žalost pa je konec tedna nihče od njih noče obiskati. Ne Klementin, ne Max, niti Julijan. Vsi vedno najdejo svoj izgovor. Toda Sofija ne obupa. Kdo bi želel priti k meni domov? Vpraša navdušeno. Njeni prijatelji zamrznejo. Njihove oči se razširijo in vsi jecljajo. Jaz imam plavalni tečaj, odgovori Fani. Z očetom grem na pohod, pravi Timotej. Jaz imam pa kuharski tečaj, se zlaže Klara. Jaz se Cecilija skuša domisliti izgovora. Pa nič. Prav nič pametnega ji ne pride na misel. Torej boš prišla? Kako sem vesela. Hvala, Cecilija. Komaj čakam soboto. Zelo se bova zabavali, vzklikne Sofija. Cecilija ne ve, kaj naj reče. Ne najde prav nobenega izgovora, s katerim ne bi prizadela Sofijinih čustev. Toda res noče iti v hišo gospoda Henrika, je kot velikan iz legende. Sobota pride prehitro. Cecilija in njena mama se kljub vsem pomislekom odpravita k Sofiji domov. No, zakaj pa ne potrkaš, ljubica? Cecilija nima časa za odgovor, saj njena mama že trka na vrata namesto nje. Takoj zaslišita korake. Mala vidra čuti, kako se tresejo tla pod njenimi nogami in kako ji razbija srce. Ja, se zasliši globok glas. Sofijin očka počasi odpre vrata. Tako je visok, da sploh ne more skozi vrata. Ko zagleda Cecilijo in njeno mamo, se umakne svoji hčerki. Sofija poskoči od veselja. Cecilijo prime za roko in jo odpelje v hišo. Medtem se starša pogovarjata, kdaj se bo morala vrniti domov. Ne prepozno, upa Cecilija. Po večerji? Seveda, in hvala za povabilo, odgovori vidrina mama, preden se obrne in odide domov. Cecilijo popade panika. Kaj, če je ona večerja? Sofija vsa sijoča popelje Cecilijo na ogled hiše in niti za sekundo ne pomisli, da je njeno prijateljico na smrt strah. V svoji spalnici ji predlaga različne igre. Kljub vsemu mala vidra ne reče niti besedice. Ali bi morda skodelico čaja? Vpraša začudena Sofija. Toda Cecilija je ne posluša.
Predstavlja si prijateljičinega očka, kako prihaja po stopnicah, da bi se sprl z njima iz neznanega vzroka. Tvoj očka, mrmra. Ali bi rada, da si tudi moj očka igra čajanko z nama? Dobra zamisel, grem pon. Ne, Cecilija ni mislila tega. Prepozno. V manj kot 2 sekundah ogromen bik sedi na majhnem stolčku za okroglo mizo, polno plastičnih skodelic in tortic. Cecilija si ne upa premakniti niti brčice. Ta čaj z medom in ta limonina tortica sta res slastna, reče Sofijin očka z mehkim glasom, medtem ko se pretvarja, da pije namišljen čaj. Hvala, pripravljene po maminem receptu, pojasni Sofija. Čudovita kuharica in mimogrede, ne bi se branil še enega koščka. Cecilija je presenečena, opazuje prijateljičinega očka. Ko tako sedi pred njima, se zdi nekoliko manjši. In ko se smeji, se ne zdi prav nič strašen. Tudi jaz bi rada malo čaja, zamomlja mala vidra. Od tega trenutka naprej je vse drugače. Henrik preživi dan z malima deklicama. Po čajanki se oblečejo kot princeske, nato kot kavboji in celo kot pirati. Pojejo in plešejo ob ritmih zvoka kitare. Igrajo nogomet in preskakujejo vrv. Naj se zdi še tako neverjetno, bik je o tem zelo dober. Henrik prijateljici pusti sami in se izmuzne, da bi šel kuhat. Tvoj očka je tako zabaven, izjavi Cecilija. Ja, on je najboljši očka na svetu, se strinja Sofija. Tudi moj je super, vendar nima princeskine obleke. Moj očka bi mu jo lahko posodil. Zelo veliko jih ima. Prijateljici planeta v smeh, potem pa se pridružita Henriku. Medtem ko Sofija išče solato v hladilniku, Henrik izkoristi trenutek in nekaj zašepeta Ceciliji na uho. Hvala, da si prišla. S tem si Sofijo zelo srečila. Tudi vam hvala, odgovori Cecilija. Vesel sem, da ima taka prijatelja kot si ti. Nočem govoriti o zaupnih stvareh, vendar moram priznati, da doslej nihče ni želel priti k nam. Malo vidro je bilo kar malo sram. Pred tem čudovitim dnem se je namreč bala tudi sama. Že takoj jutri bo vsem povedala, da je veliki strašni bik v resnici najbolj kul očka na svetu. Bravo, očka Henrik, za čudovit popoldan, ki bo Sofijini sošolki Ceciliji zagotovo ostal v najlepšem spominu. Čeprav sprva ni bila najbolj navdušena. Bravo, Cecilija, za pogum. Verjamem, da bodo od sedaj tudi ostali sošolci z veseljem prišli na obisk Sofiji. Ja, bo že držalo. Ne sodi knjige po platnicah in prav tako ne sodi ljudi po videzu. In še res je, pomembno je, da vsakomur damo priložnost in ga spoznamo, preden si o njem ustvarimo mnenje. Prav res čudovita pravljica presenečenja za današnjega slavljenca Adama. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom Pa kaj, v kateri boste spoznali moč besed. Vabljeni k poslušanju. Prijeten pravljični pozdrav prav vsem, še posebej pa današnjemu slavljencu Adamu. Lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo. Pošiljam vam velikanov pozdravček. Čau, čau!